novi epizodi podcasta Poslušam se. Z vami Polona, specialna pedagoginja s 15-letnimi izkušnjami. Za vse tiste, ki ste z mano prvič, Poslušam se je vzgojno-izobraževalni podcast, kjer večinoma gostim strokovnjakinje z področja vzgoje in izobraževanja. Vsebine pa povezujem tudi z osebnostno rastjo. Če so vam pogovori všeč, vljudno vabljeni, da jih všečkate, lajkate tam, kjer jih poslušate na tistih platformah. Zelo vesela sem tudi vašega odziva. Če pogovor delite, me prosim tudi označite, da se vam lahko zahvalim. V tokratni epizodi sem gostila strokovnjakinjo Mojco Košič. Mislim, da večini, ki me spremljate, mi ni potrebno predstavljati. Za vse, ki jo pa mogoče res še ne poznate, pa Mojca je mama, pedagoginja, avtorica odlične knjige Montessori za starše, ustanoviteljica Gnezda, to je Center za naravno otroštvo in starševstvo. Zelo zavzeto raziskuje naravne pristope k vzgoji in razvoju otrok. Tako kot boste slišali v pogovoru, svoje znanje stalno nadgrajuje in razširjuje. Starše dojenčkov in majhnih otrok nas podpira pri ljubeči in prisotni vzgoji. Možni so obiski delavnic njenih v živo ali pa se lahko udeležimo njenih online tečajev, kjer ponuja različne programe. Pri svojem delu združuje znanje iz različnih pedagoških pristopov. Kot boste slišali v pogovoru, je bila prva Slovenka, ki je vpisala večletni študij pedagogike Emi Pikler. Drugače pa seveda vključuje Montessori, Pikler, RII in podobne, ter tudi znanstvene usmeritve iz psihologije, nevroznanosti. Kaj pa je njena največja želja? Da vsem staršem pomaga pridobiti sigurnost in zaupanje pri vzgoji otrok. Otrokom pa omogočiti otroštvo, v katerem se bodo počutili razumljene, slišane in sprejete. Vljudno vabljeni k poslušanju najinega pogovora. Mojca, lepo pozdravljena. Res mi je veliko čast, pa res ponosna, vesela, da si se odzvala mojemu vabilu, da boš gostja na mojem podcastu. Pozdravljena. Ja, imam kar metulčke v trebuhu, saj sem ti priznala, povedala, res. Midve s hčerko smo imeli kar čast, da sva 3-krat obiskovali tvoje delavnice. Ti jih v bistvu že več kot desetletje vodiš in si tudi za Montessori pristop in sedaj vpeljuješ tudi druge te sočutne pristope, tudi Pikler pedagogiko. Ena zelo meni osebno zelo pomembna lastnost teh delavnic je, da je vedno skupaj starši. In midve sva res ogromno in tako se mi zdi, ona je dobila od tega jaz, pa kljub mogoče mojem določenem predznanju mi je zelo pomenilo, ker si ti vedno te izročke pa to pošiljala, sem se marsikaj tudi jaz naučila in skupaj za najin odnos, tako da vsem zelo že na začetku priporočam to, no, tako da, ja. Hvala Polona, hvala tebi seveda za povabilo. Ja, moram povedati, da v bistvu nisem bila še nikoli povabljena na pogovor v okviru podcasta, tako da danes je to v bistvu tako prvič za mene, pa pravzaprav tudi v bistvu intervju, tak uživo, no, na nek način z mano, ne. Ja, saj sem govorila o tematikah, a ne, ponavadi, ampak ja, zdaj greva pa bolj v bistvu tudi tako, mogoče v moje delo, pa moje razmišljanje, no, tako da v bistvu res je tudi zame danes neka nova izkušnja, tako da res ti hvala za povabilo, pa tudi hvala, no, da si tudi podelila to lepo izkušnjo, ki si jo imela na delavnicah s svojo hčerko. Ja, z veseljem. Ja. Si tudi avtorica knjige, imam je tukaj pri sebi, no, sicer je podcast, ampak je avtorica knjige Montessori za starše, z ljubeznijo in razumevanjem do samostojnega, samozavestnega in srečnega otroka. Taki zelo pomembni seji, 3 seji. Meni je zelo všeč knjiga, v bistvu ti v knjigi, no, poleg spoznanj Montessori pedagogike prepletaš še ostala odkritja nevroznanstvenikov, ki tudi v knjigi lepo napišeš, mnoga potrjuje, pač sedanja sodobna odkritja potrjuje, kar je
Marija Montessori že takrat. Mhm. Tako da mi je zelo všeč, no, ker prepletaš v bistvu več, tudi že v tej knjigi, že več teh odkritij. Tako, pa mogoče v vodu, tako, ker si tudi v vodu v knjigi tako lepo napisala, da te je v bistvu, kolikor sem razumela, Montessori pedagogika oziroma pač spoznanja te, da te je opolnomočila pri porojstvu prve hčere in da ti je vlila ene pač zaupanja in eno ravno pač tako, eno mirnost, da ti je dala. Mogoče, če boš ti kar podelila, katera načela so tebi še vedno mogoče najbližja, vem, da jih zdaj kombiniraš, oziroma tako, da imaš z leti še več izkušenj, še več znanj, kakor si jih imela takrat ob rojstvu hčere, ampak ja, katera so ti v bistvu tebi najbližja in da so te mogoče tudi takrat prepričala v to poglobljeno raziskovanje. Hvala, Polona, res super vprašanje. Mi je všeč, no, ker si me vprašala, ker je ravno to, zaradi tega, ker res takrat se je pri meni začela v bistvu taka malo večja sprememba, seveda že s tem, ko sem postala mama, prvič mama, že s tem doživiš eno tako, jaz sem jo tako doživela, no, res skoraj da ne pač preobrazbo, Potem pa ja, ko sem se še srečala s pedagogiko Montessori, pa se mi zdi še toliko bolj. Zdaj ja, od tega je pravzaprav moja starejša hčera je zdaj 16 let stara, tako da evo, to je zdaj 16 let nazaj, čeprav nisem se srečala s pedagogiko Montessori ob njenem rojstvu, starejše hčerke, ampak v bistvu ob rojstvu druge hčerke, še malo kasneje celo, In sem pol vedno tako rekla, zakaj nisem tega že prej, zakaj nisem to že prej odkrila, ker bi mi bilo res ob vsem tem znanju, vseh teh informacijah, ki sem jih prejela, tako materinine veliko lažje. No. Zdaj, kaj je bilo tisto? Jaz sem pravzaprav prvič, ko sem prejela v roke knjigo od Marije Montessori, je bila Skrivnost otroštva. In že tudi naslov je tudi tako pomenljivo, kot da te bo v bistvu knjiga popeljala v to skrivnost, kaj se v otroku dogaja, da ga boš razumel. In dejansko res je to, res nekako knjiga te popelje v ta svet otroškega razmišljanja. In tam, ko sem brala, ker je tudi Marija Montessori prikazovala tudi veliko takih konkretnih primerov, sem jaz veliko teh usporednic sem potem tudi potegnila z življenjem mojih dveh hčera, ob njiju, vsak dan z mojima hčerkama takrat. Recimo, veliko govori Marija Montessori o tej trmi, pač otroka. In ko sem brala pač njene vrstice, v njeni knjigi o tem, sem razumela, sej moja hčerka, ker res sem videla, da je bila zelo zahtevna, pač ni bila tako zadovoljna, nekako skozi nekaj pritoževala, skozi nekaj, sem jaz takrat rekla, trmarla, ampak pol res, ko sem jaz prebrala to videnje Marije Montessori otroka, kako ga ona vidi, sem rekla, v bistvu to je čist v redu, ne vem, da želi po stopnicah hoditi gor pa dol in če jo jaz potem dvignem, se začne jeziti, zato ker ima pač veliko potrebo potem, da se giba, rada je v gibanju, ni rada ujeta, otrok ima to res potrebo ogromno razvojno, močno, pač te majhne stvari so bile, ki so mi v bistvu mal pa pomal v bistvu odpirale oči, mal pa pomal so tako netle te iskrice zanimanja. In potem sem seveda, ne vem, raziskovala naprej, in tudi to, kako ima to močno potrebo potem, da bi naredili sami stvari, to mi je bilo recimo tudi nekaj, ker tudi ona je bila taka hčera, da je veliko želela sama narediti, ampak seveda še ni zmogla sama narediti, in jaz sem pa želela to narediti namesto nje, pa še ni zmogla, ampak seveda takrat nisem razumela tega, da je to proces, da se ona mora pač to naučiti, da pač mora do tega priti, da enkrat bo pač to znala, in če sem jo takrat pri tem ustavila pri teh poskusih, je seveda padla ven, imela čustveni izbruh, bi zdaj rekla, da trmarje. In tako, in veliko je bilo tega joka in pritoževanja čez dan, in tako se mi zdi, da mi je res odprla ta pedagogika nekako to razumevanje otroka, razumevanje njegovih teh razvojnih potreb, ker je pač pomembno, da starši vemo, ker
veliko lažje potem lahko shajamo z otrokom, veliko lažje ga pač razumemo, veliko lažje mu lahko prilagodimo okolje, lahko se mi prilagodimo na njega, ne, pač se moramo, a ne, pač do neke mere, ne, da zdaj vse obračamo na glavo, ampak zato, da nam bo življenje vsem lažje, so potrebne te spremembe in pač prilagoditve. No. Tako da predvsem to razumevanje, no, mi je dala pedagogika Montessori otroka. No. Pol se je pa to samo še pač nekako poglabljalo in širilo. No. Tako. Ja, zelo dobro si to opisala in mogoče pa res tudi kakšna poimenovanja, saj meni se zdi, a ne tako, kar si lepo opisala, ne se ti zdi, se ti je v narekovajih zdela trmasta, pa to res pa drugače to tudi poimenuješ, drugače doživljaš, kaj enkrat bolj razumeš tako razvoj otroka. Ja, vsekakor. Zdaj sem se spomnila, no, še to, ko so se prej še mečkom pogovarjale, preden so začeli snemati pogovor, če se lahko navežemo, ne. Seveda. Recimo, tudi to se mi je zdelo tako fascinantno, ko je govorila, ne, Marija Montessori v tej knjigi, pa pol še tudi v kasnejši z naslovom Srkajoči um, ne, kako imajo v bistvu otroci drugačen od našega, ne, v bistvu drugače deluje, ne, te mehanizmi, ki se v njem odvijajo, jih mi več nimamo, ne, se pravi, vse, kar otrok doživlja okrog sebe, vse vtise v bistvu nalaga v sebe, ne, nezavedno, ne, nekje so te spomini shranjeni, ne, in potem pač pridejo ven, ne, in to vpliva v bistvu tudi na odraslo življenje potem, ne, na ves njegov nadaljnji potek življenja in razvoja, ne, in to se mi je zdelo tudi pomembno, z tega vidika, da ni vseeno, ne, kako pristopamo do otroka, kako ga vzgajamo, kako smo z otrokom, ne, da je to res ena taka pač velika odgovornost, no, a ne, ki terja od nas, da se pač na starševstvo pripravimo, ne, da se določene stvari tudi naučimo, ne, da ni dovolj, da otroka samo rodimo, kar je seveda veliko, a ne, in ga spravimo na svet, ampak ga moramo v bistvu tudi nekako pripraviti, a ne, na to življenje in mu omogočiti, da se čim bolj razvije v tej smeri, ki je pač njemu namenjena. No. Pa da je mogoče včasih tako pač v procesu, da mogoče res to dopolnjujemo tudi svoje znanje, mogoče ne samo tako, kar si tudi meni se v knjigi lepo napisala, a ne na način mogoče, kar smo bili mi vzgajeni, oziroma pa saj takrat so tudi pač starši vedno vzgajamo najbolj, kar znamo, ampak tako mogoče zdaj so res tudi novejše, a ne, spoznanja, znanja, veliko stvari, drugače tudi odkritja v možganih so veliko naprednejša, kot so bila takrat, veliko vemo več in v spominu in tako, in imamo več, tudi po svoje večjo odgovornost, po mojem, no, da res, pa več možnosti, da se naučimo, kakor so imeli včasih, no. Ja, res je, ja. To si zelo lepo povzela. Saj se, veš, že pozna v teh 16 letih, a ne, odkar sem jaz recimo prvič postala mama, a ne, pa ko še zdaj spremljam te vsebine za vzgojno tematiko, ne, koliko se je v bistvu res spremenilo, koliko več informacij, koliko več znanja je v bistvu staršem dostopno, ne, kot naprimer samo 16 let nazaj, a ne. Ja. Tako da zdaj se v bistvu do znanja da priti, do informacij se da priti, no, tako. Vse ostalo je pa potem samo izbira. Tako, ja. Verjetno, prej si zelo povedala tako, kako si pri svojih dveh hčerah videla, ko sta bile malčici. Zdaj je šlo pa verjetno skoraj več kot 1000 malčkov že, po mojem, čez tvoje delavnice. Ja, res je ta številka nekaj blizu, ja. Verjetno, a ne. Me zanima mogoče, kakšna so tvoja ta glavna spoznanja o malčkih, verjetno se bo že kaj prekrival sprej, ampak mogoče tako, ker imaš res tako kar veliko številko, pač tako relevantno. Ja, meni je to obdobje malčka, no, ko sem tako v družbi malčkov na delavnicah,
Ne vem, meni je to res en tak dragocen čas, meni je tako lepo v njihovi družbi. Sploh zdaj, seveda imam rada svoji hčerki, najrajši pač na svetu, ne? Ampak najstništvo, malčki, to je tako različno, ne? Čeprav po eni strani so seveda podobnosti, ampak res, to je tako en tak, meni je tako kot ena meditacija, no, ko sem z njimi. Seveda so tudi starši, a ne, prisotna, so tudi starši prisotni na delavnicah, a ne, ampak sem dost v interakciji, ne, največ sem v interakciji pač z malčki, a ne, in oni me tako nekako vržejo, ne, v ta trenutek zdaj, a ne, da ne razmišljam nič za naprej, pa ne za nazaj, ampak da sem samo tukaj, a ne. Se pravi, ta prisotnost v trenutku se mi zdi, da je za njih toliko značilna, a ne. In tista radost po raziskovanju, po igri, ne vem, po življenju, ta res, ta življenjska kreativna energija, ki se mi zdi, da je tako res na vrhuncu, mislim, to, no, če z tega bolj stališča začnem, no, drugače pa seveda so, tako kot sem omenila že mogoče prej pri hčerki, a ne, to potreba po gibanju ima izredno močna, ne, pa ne mislim to samo pri grobi motoriki, a ne, po gibanju tega celega telesa, ampak tudi to, da uporabljajo svoje roke, a ne, skozi morajo nekaj prijemati, pa raziskovati, a ne morajo biti pri miru, ne. In pri tem seveda potrebujejo svobodo, ne, da lahko, se pravi, svoboda je tudi tista, ki jo potrebujejo za to raziskovanje, za to igro, hkrati pa seveda tudi meje, a ne, tudi omejitve, a ne, ker včasih si pedagogika Montessori, mogoče včasih si lahko kdo napačno razlaga, a ne, ker damo otrokom toliko svobode, ne, v okoljih Montessori imajo veliko svobode, ampak seveda to si tudi ti doživela na delavnicah s hčerko, a ne, so seveda tudi meje, so omejitve, ne, in to rabijo, oboje rabijo, a ne. In potrebujejo red, a ne, zaradi predvidljivosti, zaradi občutka varnosti. Kar se mi pa zdi recimo pomembno, no, tako tudi izpostaviti, pa se mi zdi, da bi staršem to tudi mogoče to spoznanje, no, ko sem ga jaz potem tudi preko Pikler pedagogike nekako mogoče še bolj osmislila, je pa to, da malčki naredijo stvari oziroma se premaknejo naprej v razvoju takrat, ko so res razvojno pripravljeni in v bistvu nič prej, a ne. Čeprav mogoče si mi želimo, da bi nekaj že prej naredili, ne vem, si obuli sami čevlje, ali pa da risali z barvicami, ali pa da bi že narisali tistega sončka, ki jim že toliko časa rišemo, ne. Ali pa da bi kocke sestavili, ali ne vem, bili brez plenice, a ne, tako. Otrok bo v bistvu to naredil, ko se bo čutil sposobenega, da to zmore, ko bo res imel ta interes po učenju teh določenih spretnosti in da bo to izhajalo tudi iz njega, iz njegove notranjosti, a ne, ne iz tiste neke zunanje pobude, zunanje motivacije, a ne, neke naše želje, da bi bilo dobro, da bi pa to zdaj. Seveda otroku moramo dati priložnosti, moramo mu dati možnosti, a ne, ampak otrok je pa tisti, ki mora narediti tukaj levi delež, a ne. In se mi zdi, da pač, da imamo tukaj še kaj za narediti, no, nekako na nek način na potrpežljivosti, seveda pa je pa tukaj pomembno, a ne, da spremljamo otrokov razvoj, a ne, da če bi karkoli, a ne, če imamo kakršenkoli občutek, da nekaj pa ne gre v ta pravo smer, a ne, da seveda je pa takrat prav, da se pač obrnemo, ne vem, seveda najprej na pediatra ali na kogarkoli, ki mislimo, da bi nam lahko pač pomagal, no. Tako, no, v bistvu sem hotela bolj to nekako osvetliti, no, da nismo toliko obremenjeni s temi mejniki, a ne, pa z neko splošno težnjo potem, a ne, da bi hitreje otrok se razvijal, a ne, se pravi, ker hitrost ni vedno bolje, a ne, se mi zdi, da je tista kvaliteta v razvoju veliko boljša, a ne, kot pa pač hitrost, no. To, zdaj sem majčkeno zašla, no, Ne, hotela sem samo reči, vidiš, samo to, da bodo naredili stvari, ko bodo razvojno pripravljeni, no, da jih ne moramo ničesar prisiliti, no, tako. In da moramo zaupati temu in mi biti v bistvu tudi trpežljivi, a ne, tako. Mogoče, da ne bi, če bi konkretno primer, da ne bi prehitevali, da čim prej piše ali čim prej nekaj pobarva do roba ali nekaj. Pač, ko bo otrok razvojno, ga bojo tudi te dejavnosti, saj tudi po mojih opažanjih, veliko bolj pritegnile, kakor je pa prav, da ponudimo in opazujemo, kdaj je tisto. To opazujemo in vemo, kdaj je tista priložnost bi lahko prišla. To pa pomeni tudi hkrati,
da je fino, da pa nekaj otrokovem razvoju vemo, a ne, da približno vemo, kako pač poteka. No. To se mi zdi, da lahko naredimo starši. A ne. A ne, potem pa lahko tudi opaziš pač neka odstopanja ne, v bistvu od razvoja. Ne. Ja, po drugi strani, a ne, pa so malčki v bistvu marsičesa tudi sposobni, a ne. Ampak so zelo kompetentni, Ja. ampak velikokrat pa pač nimajo tudi priložnosti, da bi mi to videli, a ne, ker veliko stvari naredimo namesto njih, a ne, čeprav recimo že kakšno stvar zmorejo. Včasih se na primer tudi jezijo, ker jim mi ne želimo nečesa pustiti, da bi naredili sami. Ja, dobro, se verjetno bomo še o tem kaj spregovorila, no? Da ne bom še tle razpredala. Ja, ne, sej mi je super tako. Ja, se strinjam. Mislim, ko včasih je res, tudi starši se mi zdi, da imamo res velikrat tako, ali se nam mudi ali nekaj in si res mogoče ne vzamemo toliko časa, kar pa to pač zahteva. Po drugi strani se mi pa zdi, pač jaz priznam, da ko si je hčerka pač začela obuvati nogavice in jaz sem pač, ko sem videla, da jo to frustrira, se mi je zdelo pa zelo pomembno, da pač si jih sama poskuša obuvati. Sem pač šla prav pač par metrov stran, da se nisem pač počutila pač, da se nisem prehiter, ti bom pomagala, da vdala tej izkušnjavi, ali kako naj rečem. In se mi zdaj to zelo pomembno in sem pol opazovala, kaj bo. Eno si je obula, eno je pa pol pač prosila oziroma nekako pokazala, da pač ne gre. In sem bila ok in sem pač zaunila ta druga, prva je pa nekako je ratala, ne. Pa je bila takrat še pač res dost majhna, ne. Ampak tako, ja, to tudi, da pač včasih nam je tudi pač meni osebno, no, izhajam iz sebe, se mi zdi tudi po opaženih drugih, da nam je težko iz tega pač frustracije, če je otroku težko. Kako si dober ta primer v bistvu dala, ne? Res. Pa to, da si rekla tudi, da si se malo umaknila, a ne? Jaz sem To se mi zdi tudi fajn. A ne? Ker v bistvu sej, ona te v tistem trenutku ni rabila, a ne? Mogla je iti čez neko frustracijo in to je dobro, da je šla čez frustracijo, a ne? Da trenira v bistvu to toleranco tudi do frustracije, a ne? Da ni pol enkrat pred 20 letih šele prvič izpostavljena frustraciji, ki je pač odrasla, a ne? Takrat, ko pa res ni več zmogla, a ne? Je pa pač v bistvu, je pa prišla do tebe, oziroma ti je nekako izrazila, ne, da zdaj mi pa v bistvu res pomagi. Ampak sej, a ne, to je res tista nekako prvinska odziv naš, a ne, bomo pač pomagali, ne, tako v tem smislu, ne. Po drugi strani se pa otroci učijo na tak način, a ne, preko poskusov in pač napak, a ne, ker drugače se pač ne morejo stvari ne naučiti, a ne, in skozi določeno mero frustracije pač pri tem morajo iti, a ne. Da ja, in zmorejo tudi te napore, a ne, in njim v bistvu nam je težko zdržati z naporom, ampak njim pa niti ni toliko, a ne, nam je težje to gledati, kakor je njim. Koliko je pa preveč, pa seveda nam to povejo, a ne, in pokažejo, ne. Ja. Tako da, ja. Ja, je pa se mi zdi, da mogoče res včasih tako, da res včasih bi starši nam koristili, kako ne rečem, en priročnik, kdaj tako, pač res potrebujemo biti mogoče malo fleksibilni in, a ne, ni pa vedno to, a ne, se pravim, tako mi je bilo všeč, tako kako ti tudi res pač ta samostojnost, kako si pa tudi po drugi strani odprta, vem tudi, ko sem danes en tvoj live poslušala, live Instagram video za nazaj in si že takrat 4 leta nazaj rekla, ne, da pač ob večernih urah, na primer, zdaj sem jaz malo zašla, ampak se mi zdi vsem pomembno, da pač, ko otroka navajaš za pospravljanje in tako, in pač te ob večernih urah pa lahko ti kot starš malo več pospraviš, ka on, ali pa mu malo, a ne, tako, da ni neka res tista togost, ampak da res mogoče opazuješ pozorno, a ne, ok, ja, samostojnost, ampak ne na vsak način, oziroma pač tako, no. Ja, absolutno. To se mi zdi, da moram še večkrat tako poudarjati, ne, ker res, ne vem, mogoče je moj pogled tukaj na Montessori pedagogiko znotraj, no, mogoče malo drugačen, morda kakšna
Montessori pedagogi ali pa pedagog mogoče v praksi to drugače izvedejo, no? Ampak a ne, tisti citat, upam, da se ga bom zdaj spomnila približno, kako gre od Marije Montessorija, ne? Ne naredi na mesto otroka nekaj, kar že naredi sam, a ne? Ja. Zdaj, še tega čist dosledno držiš, a ne? Mislim, je kar težko življenje, a ne, z malčkom, a ne? Ja. Ker normalno, normalno, da tudi če se otroček že zna sam obleči, a ne, se pa kdaj pač ne bo zmogel sam obleči, a ne, ker je mogoče preutrujen, ali pa ne vem, sama rab malo več tvoje pozornosti, pa bližine, a ne, če ga, ne vem, po celem dnevu se nista videla, pa ga prideš v vrtec iskat, pa veš, da se sam zna obleči, a ne. Zdaj, a boš vztrajal tle, da se sam obleče za voljo navajanja na samostojnost, a ne, ali boš rajši tukaj dal prednost odnosu z otrokom, a ne, gradnjo odnosa z otrokom, a ne. Mislim, seveda jaz priporočam slednje, a ne. Povezati se z otrokom, a ne, dati mu tisto, kar v tistem trenutku potrebuje, seveda bodo pa še veliko teh trenutkov, ko se bo pa otrok sam pač oblekel, ne, tako da ja, ne za vsako ceno vztrajati, no. Najprej pač zadostiti tisto potrebo, ki je zadaj, in dostikrat je ta temeljna potreba, ta potreba po povezanosti, a ne. Ja, to si zelo lepo dodala. Pa to, da res damo pa priložnosti, tako da kljub temu, da pač mogoče v enem trenutku damo pač prednost tej potrebi po povezanosti, je še vedno zelo velika priložnosti za samostojnost, no. Ja, Tako, točno to, veliko, vsak dan jih je ogromno, a ne. Tako. Ja, ko smo ravno pri samostojnosti, ja, kako ti tudi imaš ene programe, da staršem tudi svetuješ, a ne, imaš Dom po meri otroka, če se prav spomnim. Ja, spletni program Dom po meri otroka. Spletni program, Dom po meri otroka. Pa bi mogoče tukaj na hitro, tako, kako pač seveda ne tako, kot v programu, ampak kako svetuješ, kaj se ti zdi bistveno, kako malčka vključiti mogoče vsakodnevna opravila, tako, te korake oziroma to. Okej. Ja, no, na začetku si rekla, si omenila prilagoditev doma tudi, a ne? Tako, Majčkeno, ja. ne? Okej, bi mogoče malo besed, no, temu namenila, ker res ni treba veliko, a ne, da bi lahko samostojnost nekako omogočalo otroku v svojem domu, a ne. Ker včasih se mi zdi, da se starši tako malo ustrašijo, ne, ko začnemo govoriti v pedagogiki Montessori o prilagoditvi doma, ker si lahko da že predstavljajo, da bodo morali, ne vem, celo stanovanje pač obrniti na glavo, a ne, da bodo lahko malčku pač omogočali to samostojnost. V bistvu gre pa za res take majhne prilagoditve, ki pa lahko naredijo velike spremembe pri otroku, ne. To je lahko čisto enostavno pručka, ki jo postavite pred umivalnik, to je res ena taka osnova, ne. Da na primer si lahko otrok sam doseže vodo, da si umije roke, potem kakšna samolepilna kljukica za brisačko, ki jo potem, ne vem, nalepite na ploščice in kasneje se lahko jo kadarkoli sname oziroma odstrani. In ta brisačka pa bo otroku omogočila, da si lahko briše sam roke, a ne, brez da bi ga recimo na to lahko spomnili, a ne. Tudi obesijo lahko potem nazaj. To so res take majhne prilagoditve, a ne. Tudi v kuhinjo lahko naštimamo pručko, zdaj so tudi te, mislim, ne popularne, ampak zelo uporabne, te višje pručke, a ne, ja, pomagalčki jim rečemo, a ne, ke imajo to v bistvu ograjico tudi okrog, a ne. Pač ko je otrok še res majhen, ne vem, 2 leti, leto pa pol, a ne, pa nam želi že pomagati v kuhinji, in da imamo neko varnost, a ne, ker pač pozabi, da gor na višini stoji, je tisto res fajn, tista za ograjico, ne, tako da s tem, na primer, ga res tako lahko tudi lepo vključimo, a ne, v pripravo obrokov. Potem kakšna nizka mizica pa stolček, a ne, to je recimo tudi nekaj, kar lahko dodate v dom, a ne. Lahko jo uporabite za hranjenje, a ne, se pravi za kakšne prigrizke, ki jih ima otrok, se pravi obedujete za družinsko mizo, to nizko mizico pa stolček pa ima v bistvu otrok lahko uporabi, a ne, ko ima kakšen prigrizek, a ne, ali pa ne vem, malico,
pa poje kakšen sirček, ne vem, ali pa sadje. Fajn je, ki je toliko nizko, da si lahko sam tudi krožnik odnese na mizo, tudi pospravi lahko krožnik z mize, ker ob večji mizi težko to naredi, toliko samostojno, kot to lahko naredi ob nizki mizici. In to tudi, ne vem, pripomore k temu občutku, ne vem, opolnomočenja, zaupanje v sebe, in tudi neke vaje, spet v tej grobo motoriki, fini motoriki, to je tisto, kar oni kad krepenijo po gibanju, in mimo grede že zadostite to potrebo po gibanju, ni treba hoditi posebej recimo na telovadbo, ker je tega gibanja lahko še čez cel dan pač velika, ni treba, da otrok pač pripet cel čas v stolček, in da vas čaka, da boste vse prinesli k mizi, naj vam pomaga pri tem, naj sodeluje v bistvu pri tem, Tako da to je sigurno nizka mizica pa stolček nekaj, kar bi priporočila. Kasneje se pa seveda lahko uporabi tudi, ne vem, za ustvarjanje, za to, da si otrok odnese na mizo tudi kakšno stvarjanje. Za marsikaj je lahko potem tudi uporabljeno. Pa te nizke poličke, v tem smislu, da so tako visoke, da lahko otrok doseže stvari na njih, kamor lahko postavimo njegove igrače, ali pa tiste stvari, ki želimo, da jih doseže, če so to mogoče oblačila, da so nekje na njegovi višini, mogoče ne cel asortiman njegovih oblačil, ampak 2-3 kompletka, da si jih lahko sam vzame zjutraj, ko se odpravljate v vrtec ali pa ne vem, ne v vrtec, kamorkoli, ko se odpravljate, ko je čas za obleč, pa si lahko otrok sam zbere. Se pravi to, da otroku na nek način, z vsemi temi stvarmi na nek način otroku omogočimo dostopa do nečesa, ne vem, s kljukico in s pručko in z regali in z mizico. Se pravi ta naš velik svet, ki je zanj svet velikanov, v bistvu približamo, nekako v tem smislu. Pa se mi zdi, ne vem, se ti zdi, da so to velike prilagoditve. Niso, to so res take majhne, ker lahko čisto vsak, ne vem, z mali iznajdljivosti, pa ne glede na to, ali je to veliko stanovanje, ali je to majhno stanovanje, včasih rečejo starši, mi imamo toliko majhno stanovanje, nimamo možnosti, da bi kaj naredili, pa ne rabiš sploh, da te principe vpelješ noter, sploh ne rabiš velika, lahko uporabiš tisto, kar imaš, pa malo prilagodiš, recimo, to se v bistvu da, Ja, tako kot si rekla, mi imamo 50 kvadratov, kar ni veliko, oziroma ne vem, pač srednje, kakorkoli, pač relativno za koga. Ampak pač pomagalček je nekaj res, sicer bo zdaj že malo znanga prevelika, ampak ker imamo pult kuhinjski višji, pa še vedno prav pride. Sploh tako pri peki palačink ali pa česa tazga. Pa pručka se mi zdi res ni draga, pač ker pomagalček pač v kopalnici ni glih praktičen, se mi zdi res pručka taka zložljiva, pa hitro tudi sama posprav, pa tako, pač prej, mislim, tako, pa to, že tako, ko prideš v tvoj prostor, v gnezdo, ker imaš te delavnice in je takoj vse na višini, pač to sem pol takoj, prej sploh ne vem, ampak takrat smo pol takoj, se res zabunda obest, mora biti na njeni višini in ne vem, tiste kljukice so res relativno, pač se mi zdi ugodne in tako, res, tako da je res razlika, ali si otrok sam lahko obest, da ve, kje ima obešen, tako, je razlika, tako, je razlika, da ima pač oblačilo red oziroma svoj prostor. In da ga sama doseže, no, sej to je, da lahko sama doseže, in da tudi, ne samo, da je to pomaga pri samostojnem oblačenju, ampak tudi, da stvari pa zmore pospraviti na svoje mesto, Če bi imela ona to kljukico visoko, ona to ne zmore sama narediti, bi mogla ti narediti, predtem pa verjetno lahko to bundico odvrže na tla, ker jo pač ne more nikamor drugam dati, Je pa tako fajn, če otroka navadiš, da pač jo nekam obesi, in pač ker radi to posnemajo takrat nas, zdaj se bom pa dotaknila, ker si prej rekla, pa vsakdanje opravila, nisem pozabila, ker si mi rekla, recimo, koliko je fajn, da jih lahko v bistvu vključimo v to, in ena stvar je seveda tudi, ne vem, pač pospravljanje, seveda to, kakor otroci zmorejo, ampak v tem obdobju malčka, ne vem, pri 2 letih toliko želijo sodelovati, da bi bilo toliko škoda jih ne v to vključiti, in seveda tudi pri tem, da jih vključimo, v ta vsakdanja pravila,
je pa pomemben tudi, da nekoliko prilagodimo dom, o tem, kar sem prej govorila. Ne samo za voljo samostojnosti, ampak tudi zaradi tega, da jih lahko bolj vključimo pač v naše življenje, no, v to, kar doma pač počnemo. Ne. In ja, se mi zdi, da s tem potem tudi gradimo nekako otrokov občutek pol kasneje v življenju, da se stvari ne naredijo kar čudežno same, ampak da smo to mi skupaj naredili, da je to mama naredila, da je to oče naredil, da sem tudi jaz nekaj naredil. In ko otrok s tem raste, recimo ti povem za primer, jaz ko imam zdaj najstnici, nič je nenavadnega, da jaz njima rečem, pač, da določene stvari opravita doma. Seveda je normalno, da se kot najstnici temu upirata, ampak slej ko prej naredita, ko pojamrata in tako naprej, ne naredita, mami, bom jaz to naredila, ni tega veselja, kot pred 2 letih, ampak pač je pa to zavedanje, je pa to zavedanje, da pač smo doma vsi tisti, ki skrbimo pač za ta dom, seveda jih moram še kdaj tudi še na to spomniti, ampak se mi zdi, da je to tudi naložba, potem za prihodnost, tako. In vzeti to na začetku, ko otroka vključujemo v ta pravila, vse tudi skozi igro, ne bodo to že resne zadolžitve, zdaj pa to pač moš narediti. Včasih bo otrok to naredil, včasih pa ne bo. Fino je, da ima pripeta na ta pravila v tem zgodnjem obdobju res dobra čustva, prijetna čustva, ne tista čustva jeze pa frustracija pa nekega teženja, koliko mi mama je to težila, ker to je potem samo kontra tega, se otroku to toliko zameri, da mislim, ni potem dobra naložba to za prihodnost, pa to, da skupaj delate, to se mi zdi, zadnjič, včeraj me je na delavnicah ravno ena mama vprašala, kako se tega lotiti v bistvu doma, nisem imela dolgo časa, da bi govorila, je bila glih ravno na odhodu, ampak kar sem ji rekla, eno stvar, ko sem ji rekla, je to, ne vem, prižgite eno fajn glasbo, ki je vsem všeč, pojte zraven, plešte zraven, pa pospravljite zraven, To je v bistvu tisti recept, da se bo, ker ima šolskega otročka zdaj tudi, pa malčico ima, kako tega šolskega otročka, predvsem motivirati, daj s tem, pa da skupaj naredite, ne da otrok sam nekaj dela, ampak da res skupaj pospravljate, to se mi zdi recimo pač pomembno, tako da ena stvar, zakaj otroka vključiti v to, je seveda ta interes, to, kar sem rekla, ampak poleg vseh ostalih, mislim, so pa seveda tudi druge stvari ob tem pomembne, se pravi razvijanje pač konkretnih veščin pa spretnosti, ki jih bo otrok seveda kasneje tudi potreboval, ko bo šel enkrat v šolo, v bistvu za cel življenje jih bo rabil, to, da ima dobro razvito fino motoriko, se ti, ko delaš v šoli, veš, koliko je to pomembno, če otrok ne zmore svinčnika držati, pa če ima trdo roko, in pri vseh teh gospodinjskih opravilih, recimo, ne vem, kaj veliko teh krožnih gibov, brisanje mize, ta ramenski predel, ki ga obrača, to je vse priprava roke na pisanje, ni priprava roke na pisanje v tem obdobju to, da ga bomo držali, da ga bomo učili držati svinčnik, ampak to, da bo mešal moko, ne vem, da bo strl jajca, ne vem, da bo lupil krompir, da bo rezal zelenjavo, pač te stvari v bistvu otroka pol pripravijo na te neke akademske pol pač podvige, veščine, Pa da ne govorim, kar povej. prosti, ne, to sem hodila, ker pri tebi, lupljenje, mandarine, vse te stvari, to, ogromno je tega, pa sama vidiš, koliko so v bistvu otroci pri tem zbrani, koliko jih v bistvu to pritegne in je takrat, treba izkoristiti to obdobje za učenje, takrat je treba otroka učiti, v bistvu mu da sam priložnosti za učenje, da ga res pustiš, da mu daš ta tempo, da res v svojem ritmu to pač razvija, in koncentracija se ob tem toliko močno razvija, koliko v bistvu otroka ima izzive danes s tem, da so zmožni biti zbrani ob neki stvari, da ohranijo pozornost, ni malo, je v bistvu res veliko, tako da to je res ena taka fajna naložba, da otroka vključite vsakdanja opravila, veliko bolj kot to, da pripravljate posebej aktivnosti, ne vem, kupujete ne vem kakšne igrače, saj tudi to je pomemben, ampak to je pa tudi velik del, ker to vsak dan itak počnete, Točno to, Je pa seveda nekaj, trikov, je pa seveda, moraš pa vedeti malce, kako pristopati do tega,
kako otroka v bistvu vključiti v to. To pa vsekakor, ker ni enostavno. Ne? Jaz sem zdaj tako malo idealistično vse skupaj opisala, ampak vem pa, da ni enostavno, ampak če razumeš, zakaj je to pač pomembno, pa če razumeš, kako otrok se teh stvari loteva, pa kako pripraviti okolje, kakšen pristop imeti, je to pol veliko lažje in postane užitek, no? Dejansko čas povezovanja, no, z otrokom, a ne? Zagotovo pa tako, kot si rekla, ne, vzame več časa in je treba to pač že naprej vedeti, ne, da pač tudi zlaganje posode iz stroja. Pri meni mi, da si hčerka sva že po mojem še hoditi ni mogla dobro, ker je pač že mi pomagala pač ven iz stroja zlagati. Ampak tako, kot si rekla, ni pa tako, da pričakujem, da bo vedno zdaj me pomagala. Kdaj mi, kdaj pač se igra zraven, pač tako, no, ni. Vem pa, da kdaj pa zelo rada, tako, pač kdaj pa pride, pa mami bova skupaj zložile in tudi že ve približno kam kaj gre in tako. Ampak začel se je pa pač s podajanjem in na začetku sem pazila, da res niso bili ostri noži oziroma noži. Si to umaknila. Ampak tako sem to že prej umaknila. Ampak tako, je trajalo več časa, včasih mogoče je bilo tudi kaj z malo manj čistimi rokami prijeti in sem mogla še enkrat pomiti, pač tako, kot si ti rekla, ni vse, a ne, če bi idealno ali tako, ampak se pa pač ta ponos v njenih očeh, da je ona pomagala, že tako zgodaj bil, takrat se mi zdi, da je še večji, kakor je mogoče zdaj pri 3. Absolutno, ker zanje je bilo to težko, a ne, narediti, a ne, takrat in ful je bila ponosna, da je to naredila, a ne, in da tudi to, da si ti to dovolila, a ne, se je počutila v bistvu del tvojega sveta, ne, tako se mi zdi tudi ta pripadnost, tudi v bistvu ta občutek pripadnosti družini dobijo skozi ta opravila, ne, ker ta potreba po pripadnosti skupnosti, a ne, je pa tudi, se mi zdi, zelo močna, ne. Tako, no, res. Res se mi zdi, no, da zelo radi, tako, kot si rekla, no, res nas zelo srkajo, zelo opazujejo in zelo to pripadnost, Tako da, ne gre pa vedno čistko po naših načrtih, pri kakšnih opravilih bolj, pri kakšnih manj, tako. Absolutno, treba je pa pač vedeti, ne, da dejansko, da se otroci, a ne, pač učijo, mislim, pač prek izkušenj, a ne, da se bo kdaj kaj razbilo, da se bo kdaj kaj polilo in da so potem to tudi na nek način priložnosti, da pa pokažemo, a ne, kako pa zdaj to pospravimo, kako pa kaj pobrišemo, a ne, pa imamo nekaj v bližini metlo, pa bo mogoče otrok naslednjič, če se bo kaj podobnega zgodilo, že vzel sam metlo, pa začel pometati, pa se bo polilo, pa bo sam vzel tisto gobico, pa bo pač pobrisal, a ne. Ne vem, se mi zdi, da ta strpnost, no, do tega, da ne moramo narediti takoj stvari popolno, pa takoj brez napak, no, se mi zdi, da je zelo pač potrebna, ne. Ampak vem pa, da vsaj moja generacija otrok, no, večinoma, ne, smo bili vzgojeni na tak način, a ne, da če si naredil nekaj narobe, da je bilo to pač, ni bilo fajn, ne, in pol v bistvu odraščaš s tem, v bistvu imaš ti to držati tudi v sebi, a ne, in ko vzgajaš ti svojega otroka s tem vedenjem, a ne, da napaka nekaj ni dobrega, a ne, moraš najprej popucati s tem, a ne, kako je bilo pri tebi v otroštvu, a ne, spustiti to potrebo po neki popolnosti, a ne, in si da dovoljenje, no, da se tudi ti lahko zmotiš in seveda se lahko tudi otrok zmoti, ne, se pravi, najprej moraš tudi sebi dati, ne, to dovoljenje in pol je lažje, ker vem, da to zna biti frustracija za starše, ne, gledati moka na tleh, jajce se je razbilo, pa je šlo zdaj v nič, a ne, pa piškoti niso zdaj taki, ki smo si zamislili, da bi bili, a ne, pa polnih oblik, tako, no, sej, kakšnim je to lažje sprejeti, kakšnim staršem je pa to pač malo težje, ne, ampak naj vas to ne ovira, ne, ker sva že danes to večkrat rekla, ne, da je v bistvu starševstvo res ena taka priložnost za res, da mi zrastemo tudi, ne, da mi popucamo z nekimi stvarmi, zgodbami iz otroštva, preteklosti, a ne, in se osvobodimo pač nekih
Prepričan, ker nam Prepričan. ne služijo več. Točno to, hvala. Ja, točno to. Ja, pač imamo, se mi zdi, da nekaj dela nas vsega še čaka. No? Absolutno. Ampak ja, smo pa vseeno, se mi zdi, v zadnjih letih res tudi tako na dobri poti, da ne bom sam. Ja, Smo, Ja. ful smo. A veš, a ti lahko nekaj, Polona, še zaupam? Ja. Recimo, kaj ugotavljam, ne? Jaz vodim te delavnice že tako približno, mislim, da bo zdaj 13. leto, a ne? Wow. In starši, ki so bili na mojih delavnicah 13 let nazaj, sem veliko več mogla posegati, veliko več mogoče kakšnih stvari razložiti, a ne? Ker so jim bila dejansko, ta pristop jim je bil v bistvu dejansko toliko neznan, toliko neblizu, a ne, kot recimo zdaj je velika razlika, ne, starši, ki pridejo na delavnice, jaz skoraj nič jih ne rabim usmerjati, ali ne, saj še zmeram, a ne, ampak veliko manj, ne, kakšna razlika je v bistvu že v teh, ne vem, 13, 16 letih, a ne, so zdaj pač druge generacije staršev, ne, kot recimo je bila moja generacija. In to je ful lepo videti, ta napredek, no, da ne bova tam kritidirale, ful je napredka. Tako. In jaz sem tega ful vesela in verjamem, da ga bo še več. Pa tudi, mislim, da si enkrat, da sem zasledila, da je tudi veliko več moških, se pravi očetov, prisotnih na tvojih delavnicah, kot je bilo na začetku. Ja. a ne? Polona, včasih se zgodi, da je več očetov na delavnici kot pa mamic. Se izmenjujejo, a ne? Ampak včasih pač tako pride, a ne, da je lahko več očetov na delavnicah kot mamic, ja. Tako da je ful zanimivo to. To je meni to klepovno, meni se zdaj pač izredno pomembno, da sta oba starša vključena v peta. To mi je res tako. Ja, nekaj tazga, kar se mi zdi zelo dobro za celo družino, kot podpora mami, kot otroku, naložba za celo življenje. No? Tako da ja. Mogoče tukaj še kar pač, da še prej sem že omenila, mislim, da na začetku, da vsakič si poslala kokrene izročke in te pač o določenih tudi vem, o igri otroka ali pa določena o razvoju otroka, o tem, kar pač mogoče je fino, da spremljamo, kjer je stvari ali pa na kaj smo pozorni na določene delavnici. In ena izmed stvari je bilo tudi to pozorno opazovanje. Pa bi mogoče pač o tem, mogoče o tvojih opažanjih pozornega opazovanja oziroma tako, kaj je o tem mogoče povedala, kaj svetuje staršem, mogoče tudi za doma oziroma tako, kjer je iztočnice, kaj se tebi zdi najpomembnejše. Okay. Ja, to opazovanje, no, se mi zdi v bistvu izrednega pomena pri razumevanju našega otroka, ne, ker nam dejansko res pomaga nam videti otroka, no, tak kot je, ne. V bistvu smo bolj sočutni do njegovega dojemanja, doživljanja sveta, kako ga on vidi, a ne, ampak seveda pa to opazovanje ni tako preprosto, a ne. Kakšnim mogoče je to povsem naravno, mnogim, no, pa niti ni toliko enostavno, ne, ker moramo v bistvu ob tem spustiti velikrat, a ne, pričakovanja, ki jih imamo do otroka, mogoče nekaj predvidevamo o njem, glede na to, kaj je bilo že enkrat, ne vem, v neki podobni situaciji. Velikrat tudi, ne vem, ocenjujemo, sodimo otroka, ne, in to je fino pri opazovanju v bistvu spustiti, ne, kada res, ne vem, gledamo otroka povsem neobremenjeno, čeprav je to ful težko, a ne, ampak imajo pa starši lahko to izkušnjo na delavnicah, a ne, in je lažje to mogoče na delavnicah narediti, a ne, in pol to izkušnjo potem prenesti mogoče v domače okolje, a ne, ampak gre pa predvsem v bistvu pri opazovanju predvsem tudi zato,
pač ne glede na to, ali zmoremo to spustiti ali ne, a ne, ker vem, da je to svojemu otroku zelo težko, a ne, oblastnemu otroku to zelo težko, ampak gre predvsem za to, da smo ob otroku mi manj aktivni, a ne, kar pomeni, da v bistvu dajemo otroku mogoče manj usmeritev, da mu manj kažemo, kako naj se igra, kako naj nekaj naredi, da se ne vmešavamo v bistvu v vsako njegovo pač dejanje. Ali pa ne vem, ali mu to pomagamo, ali pa da mu pomagamo ali z besedo, ali z dejanjem, a ne oboje, ampak da mu pomagamo takrat, ko pa v bistvu res rabi pomoč. Tako kot si ti prej opisala, ko si dala primer obuvanja nogavičke, da počakamo v bistvu, da nas otrok prosi za njo, vmes pa opazujemo. In ti si vmes opazovala. Sicer nisi z očmi opazovala, ker si se dala malo stran, ampak si pa poslušala. In to se vse čute lahko takrat v bistvu vključimo pri opazovanju. In na tak način, ko smo mi malo bolj pasivni, pa je otrok bolj aktiven v bistvu ob nas. Če mi manj govorimo, bo otrok malo več govoril, to zdaj, ali pa druge stvari tudi. In tako veliko bolj vidimo, veliko bolj spoznamo našega otroka, kdo sploh je, kaj mu je všeč, tudi česa je zmožen pravzaprav. Ko se mi res malo umaknemo na stran, vidimo, wow, kaj vse moj otrok zmore, česa vsega je sposoben, pa prej tega sploh nisem vedel. In tudi tako vidimo lahko, kje ga v razvoju pač bolj podpremo. Tako da v bistvu, ampak opazovanje, tako kot sem rekla, ni vedno pač enostavno, ampak se mi zdi, da nam pa ta drža, da smo mogoče včasih, se pravi, da recimo, da več opazujemo, pa manj delamo, da nam lahko prinese malo več spoznanj v bistvu o sebi in o otroku. In je pa pomembno, da se takrat tudi, da smo v nekem umirjenem stanju tudi, vedno ne moramo biti, absolutno, da ne. Ampak takrat, ko zmoremo, smo v bistvu tudi bolj povezani s sabo, ker je fajn, da smo tudi na nek način prisotni v tistem trenutku, se pravi to prisotno opazovanje, in ko imamo to povezavo s seboj, se lahko veliko lažje potem tudi z otrokom povežemo. In se mi zdi, da to da tudi neko novo dimenzijo tako v odnosu do otroka. Pa tako, imamo tudi odrasli, eno tako malo veliko potrebo po tem, da smo skozi dejavni, okrog otroka. Mislim, tako, ne samo to, da mu želimo pomagati, ampak tako, če nič ne delamo, se nam pa zdi, če nič ne naredimo v otroku, se nam pa zdi, kot da nič ne naredimo, kot da smo, ne vem, nesposobni ali pa leni, ali pa moramo nekaj narediti. Ampak koliko je v bistvu to veliko, da se lahko usedemo kdaj, da smo prisotni, da res so naše oči usmerjene v otroka in da res lahko samo gledamo, samo opazujemo, kaj dela. Saj nimamo tega luksusa cel dan, sploh ne, ampak če si vzamemo pol ure, je že dosta. Ampak to je ene vrste opazovanja, a veš, ne da se usedemo, ni treba, da je opazovanje samo to, da se zdaj usedemo pa opazujemo. Mi opazujemo lahko otroka tudi, ko smo aktivni z njima, ali pa ko pač naprimer, ko pripravljamo skupaj obed, ko otrok nekaj dela, jaz nekaj delam, tudi takrat smo lahko v tej poziciji bolj pač opazovalca. Tako da to je taka drža, malo bolj orodje, bom bolj rekla, starševsko opazovanje, ki veliko lepega prinese družini. Pa se mi zdi, da kar potrebujemo biti pozorni na to opazovanje, saj tako, da je lahko hitro nas zanese, oziroma tako, po svojih izkušnjah, da kar res včasih se rabiš. Sej, lahko je res samo opazujem, ali med igro, ali tako, kot si rekla, kako pripravlja stvari, tako. Res, tudi se mi zdi, da ti res večkrat poudariš, ni treba otroka animirati ali pa tako, da res otrok se sam večino časa, sej so tudi kakšne aktivnosti za spodbujanje, pa mogoče tudi kasneje pol, da ne bo narobe pač vzeto, ampak pa tudi jaz tudi, kadar pripravim, ni tako, da ne, ampak tudi pri teh aktivnostih lahko pol opazujem, kdaj tudi vidimo, to sem pa še čist prezgodaj pripravila, to pa ni v tem razvojnem obdobju, tudi to je ena povratna informacija, še ne vem, včeraj, je na te kosmatene žičke,
pač te perlice, sem bila, zdaj je pa res to, ker pač sem videla njen žar v očeh, ona sama in ful čas, mislim, ful časa, pač zato stara, tako velik časa je pri tem zdržala, ker mogoče še par mesecev nazaj ni, če sem ji isto ponudila, ne, recimo. In že pri teh stvarih pač se mi zdi, da lahko opazujemo, kako ali pa tako, no, ni pa res, doskrat se pa res bi rekla, tukaj sama, ne vem, te servete pokriva punčke in gor dol in tako. In v bistvu sam servet ima pol ure dela 1 uro in tako pa so v bistvu serveti, a ne, za kuhno. Tako, hočem reči, res, ni res vedno treba, no, da pač posegamo, lahko da res smo v vlogi opazovalca, da nam res to veliko da, no. Res, ja. Sej, veš, moram ti reči, da tudi, a ne, jaz, ko facilitiram te delavnice, a ne, sem se tudi jaz pred leti, zdaj niti ne toliko, ne čutim več takega nelagodja, a ne, ampak predvsem recimo na delavnicah za dojenčke, a ne, ker tam je v bistvu tega opazovanja prisotnega še veliko več. A ne, se pravi, tam res starši, vključno z mano, a ne, res sedimo nekje ob steni, a ne, otroci so pa v bistvu na sredini, a ne, dojenčki so pa v bistvu na sredini in mlajši malčki, ne, in dejansko res opazujemo, ne, in gledamo, kaj počnemo, vedno z nekim fokusom, a ne, vedno se na nekaj usmerimo, kaj, tako si prej rekla, ker sem iz ročke pošiljala, ne, vedno se na nek vidik otrokovega razvoja pač usmerimo, ne, in omenila sem nelagodje, ne, nelagodje v bistvu v tem, ok, zdaj so starši prišli na te delavnice, a zdaj bomo pa sam sedeli, pa v bistvu samo opazovala, ne, s tem sem se ubadala, ne, kaj se ti starši mislijo, ne, toliko so plačali za te delavnice, jaz pa tlele sedim z njimi in opazujem, a ne, in nič ne delam, a ne, se pravi, tista potreba, da moram jaz zdaj nekaj narediti, a ne, ampak jaz delam ogromen, a ne, Ja, saj v to smislu ogromno držim dela. prostor, da se zgodi ta čarovnija. In to je včasih bolj zahtevno, a ne, kot pa nekaj razlagati, pa govoriti, pa iti ven iz sebe, pa a ne, narediti neko predstavo in tako naprej, a ne. Ko sem se s tem pomirila, a ne, da je okej to, a ne, se mi zdi, da tudi lažje potem vzpostavim ta prostor, no, zato, da se to opazovanje tudi ta čarovnija, no, ali vzdušje, no, tega opazovanja v bistvu lažje prenese tudi na starše, no. In večkrat pol tako pri teh delavnicah za dojenčke, no, mi mamice pol poročajo, tako je bilo v bistvu to za njih močna izkušnja, ne, da so res videle, da samo so lahko in da tudi otrok je lahko samo je. Ja, To v bistvu, ne. Sej to je nemogoče narediti v celem dnevu, ne, tudi ni za pričakovati, da bi bilo, ne, ampak če je to 1 ura v dnevu, je to ful veliko, kar da tebi in da v bistvu tudi otroku, no. Ja, tako kot si rekla, ogromno, a ne, daš s tem, pa mogoče zdaj še ozaveščaš o tem, tako da super, res. Ja, fino. Mogoče že prej mislim, da si omenila malo napačne, tudi jaz sama priznam, da tudi, ko sem brala, pa ne sem tvojo knjigo, ampak tudi kakšno drugo, o Montessori pristopu sem imela mogoče malo drugačno predstavo, kako to v praksi izgleda, no, tako. Se mi zdi, da pa sem šla na tvoje delavnice, pa vidiš res tako bolj nekako sproščen, no, tako vse, mogoče sem si bolj tako predstavljala. In mogoče, verjetno imajo tudi kakšni drugi starši, si predstavljam kakšne napačne predstave o pedagogiki Montessori oziroma na splošno. Se te, mislim, mogoče si se že pač kako se tebi zdi ali pa katere pač napačne predstave se tebi zdijo, če so, katere se ti zdijo pogoste, tako. Ja, razmišljam, no. Jaz imam tako sicer občutek, ampak to je samo moj občutek, lahko da me pač vara, ne, ampak zdaj pedagogika Montessori v Sloveniji je nekaj let že prisotna. In se mi zdi, da se je v tem času razširilo nekaj informacij,
znanj, mogoče takih malo bolj točnih, a ne o tem, kaj pedagogika Montessori je, da mogoče teh napačnih prepričanj ni več toliko, bi rekla, no, ampak še zmeraj pa so. Ne vem, zdaj. Vem, da me je zadnjič ena mamica spraševala, no, par stvari, ki se je ravno zdaj bolj srečevala s pedagogiko Montessorija, ne. Ampak ta moj spomin, če si jaz ne napišem, si ne zapomnim, no. Ampak pogosto se pa recimo še zmeraj pojavi vprašanje v bistvu o tem, da ni nekega, mislim, socializacije, no, a ne, kakor da to v bistvu manjka, ne, v teh okoljih Montessorija, ne, bolj v teh institucionalnih okoljih Montessorija, kot recimo vrtec, šola, ne vem, konec koncev tudi moje delavnice, ne, ki je malo bolj strukturirana pač oblika, ne. Se pravi, v tem smislu, da je preveč usmerjeno v individualno delo otroka, ne, in potem so skrbi, da je premalo poskrbljeno za druženje oziroma, ne vem, socializacijo otrok, no. Zdaj, vsak si po svoje seveda to socializacijo, ne, pojem socializacije predstavlja, tako da ponavadi niti najprej ne vprašam, kaj mislijo, pa to bolj začnem pol odgovarjati, ampak bi bilo bolj smiselno vprašati, kaj si, dajmo malo, samo malo mi povejte najprej, kaj si pod to, a ne, predstavljate, a ne. Ampak tako, v bistvu, a ne, če pogledaš na moje delavnice, pa ko si bila tudi ti, v bistvu, ko si imela izkušnjo z njimi, a ne, vidiš, koliko je v bistvu veliko enih povezovanj v bistvu med otroci, ki se zgodijo spontano, a ne, iz teh njihovih notranjih vzgibov, pa ne toliko iz našega zunanjega pritiska po druženju. Saj so tudi momenti, ki zahtevajo neka skupna druženja, a ne, ampak tako, veliko je pa seveda tega, no, ko otroci v bistvu med sabo navezujejo stike, a ne, ampak v skladu z njihovim razvojem, v skladu z razvojno stopnjo te socializacije, socialne igre, kjer v bistvu so, ne. Ampak če recimo samo omenim ta sodelovanja oziroma druženja med otroci, a ne. Super, recimo je čas skupnega v okviru delavnice je recimo to čas skupnega pospravljanja sobe, a ne, pol po zaključku igre, a ne, po 1 uri, a ne, te igre, skupaj v bistvu si drži sproti, ampak skupaj pa potem pospravimo v bistvu sobo, potem pripravimo v bistvu tudi mizo za prigrizek, a ne, z otroci nosimo mize, stole, a ne, potem pogrinjke otroci nosijo, ne samo za sebe, za vse otroke prinesejo, a ne, potem zberemo se v krogu, zapojemo pesem, in seveda tudi ta moment družabni, ko skupaj obedujejo, a ne, tudi v bistvu to, tako da veliko je enih takih, bi rekla, družabnih momentov sodelovanja, socializacije ali kakorkoli, no, bi že to pod nek termin mogel stlačiti, a ne. Ampak seveda, ne, je pa potrebno tukaj pač vedeti, a ne, kako napreduje v bistvu ta socialni vidik igre pri otroku, a ne. Ker najprej gre za to bolj samostojno igro, se otroci bolj sami igrajo, a ne, vmes tudi opazujejo, saj se seveda tudi prepletajo vsi ti vidiki igre, a ne. Pol gre za to podajanje igrač, a ne, izmenjavo igrač, posnemanje drug drugega, igranje drug ob drugem, a ne. Pa tudi, to sem že rekla, opazovanje, kaj drugi počnejo, ob tem, ko se drug ob drugem igrajo, ne. Šele zadnja faza je ta kooperativna igra, sodelovalna igra, ne, ki jo pa otroci šele pol kasneje dosežejo, tam pri 2 letih pa pol, 3 letih, a ne. In se mi zdi, da tisti, ki to sprašujejo, a ne, se mi zdi, da želijo videti to pri otrocih že prej, a ne, ampak to se pol kasneje pač pojavi, a ne. Res pa je, a ne, da je te individualne igre, v bistvu bolj v vrtcih rečejo temu bolj delo, je pa veliko je tega individualnega dela, ne, ampak je pa seveda tudi so priložnosti za sodelovanje med otroci, a ne. Ampak ja, ta samostojna igra je pa pač za otroka seveda tudi pomembna in v okoljih Montessori imajo za njo tudi veliko pač, ne vem, priložnosti, ne. Kjer pa mogoče v drugih vrtcih toliko te priložnosti pač ni, ne. Se mi zdi, da mora biti na neki način, da je fajn, če je otrokom na voljo oboje, no. In ti skupni momenti, a ne,
in v bistvu te momenti, ko pa lahko se otrok posveti eni stvari sam. Če mu seveda to paše, ne, se je spet odvisno od otroka do otroka, ne. Ja, meni se je zdelo tako na tvojih delavnicah, no, se mi je zdelo tudi zelo fino, ker je tako, enkrat si prav lepo rekla, so se prav kar razvili, ker pač ne vem, mislim, da sva takrat hodili ali 6 ali 8 tednov in so bile res skoraj večinoma eni in isti, smo bili starši in otroci in je bilo res tako, pač na njihov način, na 2 oziroma od 1,5 do recimo 2,5, mislim, da so bili takrat večinoma na njihovi starostni stopni prijateljstva oziroma tako, no, da je povezanost in da se je na koncu res že prav poznali, tudi vem, pri hčerki je sama večkrat brez zunanjih spodbud rekla ime fantka iz skupine, no, in tako tist pač, na njihov način socializacija. Na njihov način, a veš, tako, ampak se rabijo spet, koliko sva spet pri tem, rabijo priložnosti, itak je to v njih, a ne, in razvijajo te stike, razvijajo te navezave, ne, sej, a ne, lahko tudi poveževa to z odnosih med nami, a ne, odraslimi, a ne, tudi mi rabimo čas, a ne, da v bistvu razvijamo nek bolj prijateljski odnos z nekom, a ne. Ja. Pač od otrok pa pričakujemo, da so že na začetku bolj družabni, pa se skupaj igrajo. Vsi so res bolj odprti, no, to moram reči, kakor mi je bil kasneje, ne. Ampak pač vseeno, se mi zdi, da imamo od otrok včasih res prevelika pričakovanja, ne. Tako da, ja. Ja, se strinjam, super. Tako da, ja, mislim, da pri tebi res je oboje, no, je res zelo uravnoteženo, tako sem jaz. In to se mi zdi res zelo pomembno, ker res starše ozaveščaš, kako je igra, kako da res vidimo, ja, to je na tej stopni in tako, super, tako. To je to. Mogoče tukaj, glede zadnje leta se mi zdi, da veliko vključuješ tudi Pikler pedagogiko od Eme Pikler in da si tudi prva v Sloveniji, se mi zdi, a ne, prva Slovenka, ki se v bistvu je začela izobraževati na Pikler inštitutu v Budimpešti, a imam prav? Ja, Budimpešta, ja. Tako da, ja, zadnja leta še to vključuješ. Kakšne se ti zdi, mislim, da to, ki je bila veliko časa pač namenili temu, ampak mogoče na hitro, kako se ti pač, kako to dopolnjuješ oziroma tako mogoče, kako vidiš to kot dopolnilo, to. Ja. Ja, v bistvu se Montessori in Pikler se lepo v bistvu dopolnjujeta, no, imata res več teh stičnih točk, ampak imata pa tudi nekaj pomembnih razlik, predvsem v pogledu na otrokovo igro. No, tam so res razlike in je bilo zanimivo, ker je bil seminar o avtonomni igri pravzaprav prvi, katerega sem se udeležila na Piklerjevem inštitutu, a ne, in se spomnim, da sem imela v bistvu tam in da sem imela v bistvu po tem seminarju, a ne, v bistvu veliko dela s tem, da sem integrirala v bistvu to na novo pridobljeno znanje v moje delavnice, a ne, ker je bil dejansko skoraj diametralno nasprotno razumevanje igre. To sem zdaj mogoče malo pretiravala, ampak res je precej drugačno razumevanje otrokove igre, a ne. Ampak jaz sem nekako uspela to skupaj združiti, a ne, predvsem ne zaradi tega, da bi bilo pomembno ta dva pristopa združevati, ampak meni je bilo predvsem pomembno, da zadostim različne vidike igre oziroma različne potrebe otrok po igri, a ne, se pravi potrebe otrok po različnih vrstah igre, tako bom rekla, a ne. In mi je to zelo prav prišlo, a ne, poznavanje z vidika Montessori pedagogika igre in v bistvu z vidika Piklera, ne. Ja, zdaj nimam več teh težav, no, kako zdaj v bistvu to skupaj zintegrirati, a ne, toliko dva nasprotujoča si pola, se mi zdi, da je ful obogatilo, no, v bistvu
moje razumevanje in na samih delavnicah, tako kako pripravim v bistvu okolje in tudi kako staršem pravzaprav predstavim mogoče kakšne igrače, dejavnosti, kako pristopa do otrokove igre. Če pa zdaj se bolj osredotočam na te stične točke, ki sem jih prej omenila, je pa recimo opazovanje je tisto, ki je obema pedagogikama zelo skupno, zelo blizu, to je v bistvu en temelj, ki je obema pedagogikama skupen. Recimo Marija Montessori je do pomembnih odkritij spoznano otroku prišla ravno preko opazovanj, seveda tudi na podlagi vsega znanja, ki ga je imela, preko študija, in obratno tudi pri Amy Pickler, ona je bila pediatrina, obe dve sta bili recimo zdravnici, s tem, da je bila Amy Pickler pač pediatrina in ortopedinja. In je v bistvu potem kasneje, ko je delala tudi z otroci, najprej kot pediatrina in potem kasneje, ko je imela to sirotišnico, je v bistvu to metodo opazovanja v bistvu tudi veliko vključevala v svoje delo. Ne samo, da je pač odkrivala, kako poteka otrokov razvoj, ampak seveda tudi pri samem delu, z otroci, neposredno pač za otroci. Naprimer, na Picklerjevem inštitutu imajo posebej seminar samo o opazovanju in 5 dni, v bistvu posluša samo o opazovanju. In tudi znotraj pedagogike, študija pedagogike Montessori, je tudi velik poudarek pač tudi na opazovanju. Je treba narediti kar, meni se zdi, da 200 ur opazovanj otrok. Je tudi velik poudarek na tem. Tako da opazovanje in ta spoštljiv odnos do otroka. To je tudi tisto, kar je zelo skupno obema pedagogikama. Všeč mi je, ker gre pedagogika Pickler še bolj v globino tega, še bolj v neke praktične vidike, in se tle res zelo lepo v bistvu dopolnjujeta. Tako recimo pri negi otroka, kot pri komunikaciji z otrokom, nasploh pač z odnosom do otroka. Potem pa tudi to videnje, kako otrokov razvoj tudi pač poteka. Oba pristopa nekako sledita oziroma vidita, da otrokov razvoj poteka po nekih naravnih zakonitostih, po nekem genetskem materialu, po nekih še starodavnih zapisih. Tisto, kar se vleče, kar nas dela pač človeka, ampak potrebno je pa potem ustvariti neko podporno pravo okolje, da se lahko v bistvu ta otrokov razvojni potencial pač odvije. Se pravi, ni nekih posegov v razvoj otroka, je pa seveda zavedanje, da smo mi zelo pomembni skrbniki, vzgojitelji, starši, v tem, da pripravimo ustrezno okolje za otroka, da se ta razvoj res lahko v polnosti pač zgodi. Tako da, te 3 stvari, se mi zdi, da so zelo v bistvu stične med eno in pa drugo pedagogiko. Ti se mi zdi, da jih res tako lepo povezuješ, tudi tako sobe imaš na tak način, sobino. Tako se mi zdi, da je zelo tudi tako ideja za doma, tako taka fina, da je in strukturirane dejavnosti in kakšne manj strukturirane. Včasih, to, kar si rekla, da povezujem, včasih se mi zdi, da sem to toliko integrirala v svoje delo enega pa drugega, Mislim, jaz več sploh ne razmišljam, kaj je zdaj Montessori pa Pickler, ker to sploh ni pomembno. Sam se mi pa zdi mogoče pomemben, ko komuniciramo navzven, ali počasih starši, da vseeno vejo, iz kje je zdaj to pač prišlo, to razumevanje ali pa ta vidik, ki jim ga pač predstavim. Tle pa sem mogoče dosledna, pa pol pač povem, od kje je zdaj to, da je to mogoče bolj poudarek pedagogike Montessori, ne vem, pri kakšni drugi stvari pa pač pri Picklerjem pristopu. In zdaj imam tudi tako, ker v Pickler pedagogika je dejansko sistem pedagoški, ki se je vzpostavil za otroke v tem res najzgodnejšem obdobju, od 0 do 3. Marija Montessori je pa začela svojo metodo dela z otroki pri starejših otrocih, od 3 do 7 let. In je potem se ta pedagogika prenesla tudi v zgodnejše obdobje in pa pol kasneje tudi do odraslosti, vmes tudi v najstništvo. Pedagogika Pickler je pa tukaj ostala, kjer je začela, je ostala. Prenaša zdaj
v bistvu tega potem tudi na kasnejša leta, so se pa tukaj res zelo, zelo, zelo specializirali in imajo zelo, zelo, zelo poglobljena, v bistvu ne samo znanja, ampak pravzaprav tudi izkušnje. No. In se mi zdi tako dragoceno, no. Karkoli se od njih naučim, mi je wow, no. Ker veš, tega znanja sploh ni, da bi ga dobil na spletu ali pa ne vem, da bi kakšno spletno predavanje poslušal. Moraš iti tja, moraš iti k njim, da to slišiš. A ne? Tudi knjig ni veliko. Vse nekih je, zdaj jih je vedno več, kar je super. Ampak glavni vir, no, recimo znanja je pa tam, no, ki ga dobiš nekako iz prve roke. Pa zdaj mislim, da se tudi nekaj več Slovenk, tudi po tvojem navdihu odloča za to. Kar je res super, no, ker si želim, da bi se ta pedagogika malce bolj razširila v našem prostoru. Predvsem zaradi tega, ker ni potrebno, da si piklar vrtec, a ne, da te principe recimo vključiš noter. Naprimer, princip spoštljive nege lahko vključi katerikoli vrtec, recimo Valdorski vrtec. Oni že vem, da že veliko časa vključujejo te elemente spoštljive nege po piklarju v svoj pedagoški proces. In to se da vključiti lepo v Montessori, da se vključiti v javne vrtce, tako da se da to zelo lepo razširiti. Tako da ja, jaz sem vesela, no, da Anja je šla tudi tja se učiti k njim, pa zdaj tudi Teja. Za na konec mogoče povem še eno anekdoto, ki mi je bilo tako prav zanimivo, tega nam pozabila. Kakšne stvari ne pozabim, kakšne stvari mi tako videjo, ampak to mi po moje za celo življenje ostalo. Ko sem zaključila ta prvi seminar pri njih na Budimpešti o avtonomni igri, sem jaz potem pristopila do te vodje izobraževanja in sem jo prosila, če mi lahko prosim da kontakt drugih Slovencev, ki so se udeležili seminarjev njihovih, ker bi se zelo rada povezala z njimi, da bomo pač se malo povezali v Sloveniji. In mi je rekla, ja, veste, nobenega še ni bilo, Kako nobenega, Jaz sem na toliko začudena, predvsem zato, Polona, ker v bistvu na vseh seminarjih pri njih pridejo ljudje iz Nove Zelandije, Avstralije, Kitajske, Brazilije, tako iz toliko oddaljenih krajev, mi imamo pa tle skoraj pred nosom njihove Madžarsko. Pa nobenega še ni bilo, To mi je bilo tako meni nenavadno, Tako da evo, se to tudi zdaj počasi širi. Ja, super, pa mislim, da si ti kar ta prvi javni glas bila, tako da ja, res hvala ti tudi za to. Mogoče, ka si tudi že sama omenila, da sva že bolj proti koncu, sva bila, mislim, da res kar izčrpni. Mogoče, kaj se tebi zdi, če smo še kaj izpustili, oziroma starše si že prej zelo pač pohvalila, mogoče, kaj se ti pa zdi, na katerem področju pa misliš, da imamo starši še vedno ali največ, da bi ti rekla, pa ne tako pač, da bi ti rekla, ampak tako opažanja, kje imamo največ vprašanj ali tako mogoče v tem smislu. To, ali pa če bi karkoli v zvezi s temo današnjo, če bi še kaj dodala, tako kaj taska. Ok, razmišljam. Ja, se mi zdi, kar je čisto normalna tendenca staršev, da si želimo, da bi otroci z nami sodelovali, da bi naredili v bistvu stvari na način, kot si mi zamislimo, pa v bistvu ne samo zato, ker smo si mi zamislili zaradi neke kamprice, ne mislimo od tega, ampak od tega recimo, da lahko zjutraj nekako mirno odidemo v nekem doglednem času, da se oblečemo in odpravimo pač v vrtec, v službo in tako naprej, ali pa ne vem, da otrok sodeluje v večerni rutini, ko se odpravljamo spat, se mi zdi tukaj recimo pomembno razumevanje, da recimo ti časi, ko nam je nekdo serviral nek recept, ali pa nek trik, da so to mimo, da to pač, dobro, mogoče kakšen bo še deloval, ampak ker smo si toliko različne družine, toliko je različna dinamika družinska, otroci, starši smo si različni, da je treba veliko bolj pač pogledati tudi vase, se pravi, da mogoče damo en poudarek, to, kar sva se vmes že pogovarjali, da pogledamo tudi, kje je naš delež, mogoče so morda naša pričakovanja previsoka, ali pa mogoče bi morali
kaj narediti na odnosu med partnerjema. Mogoče je tisto, kar trigira otroka zjutraj, ne vem kaj. Ne? Se pravi, da tle delamo še malo na sebi, preden začnemo mogoče ne vem, usmerjati se na otroka, pa popravljati, pa iskati, ne vem, recepte, pa trikce, pa tako naprej. Se ne pravim, da to ne bi delovalo. Tudi lahko, a ne? To v bistvu se mi zdi, no, pomemben poudariti to. Pa še ena stvar se mi vmes utrnila, ampak mislim, da je že ta misel zdaj me zapustila. Prehiter mi je šel na njim, da bi jo ohranila pač v mislih, no. No, mogoče to, no, da to, kolikor bomo zdaj vložili, no, v ta zgodnji otrokov razvoj, v tem zgodnjem otroštvu, da je pomembno, no, koliko vložimo. Potem kasneje za njegov razvoj, za njegovo duševno zdravje, pol tudi kasneje, a ne, v najstništvu, v odraslosti in tako naprej, da je res pomembno to obdobje. In če se le da, se pripravimo, kolikor se da, itak se ne moramo na vlogo starša pripraviti 100%, ni šans, ker ne vemo, kakšnega otroka bomo dobili, ne, kaj bo v nas vzbudil, ampak vse se pa do neke mere lahko pripravimo, ne, preden otrok mogoče pač pride, ne. Pol nas pa tiste večje delo, nas pa tako pol čaka, ne, ampak je lepo, to je potovanje, no. Ja, wow, lepo povedala, zelo potovanje, ja, tako, ja. In se mi zdi, da je tudi lažje, če ga tako vzamemo, tako da, ja. Ja, in da nismo strogi tudi do sebe. Tako. A veš, tudi to, no. To znamo biti, se mi zdi tudi, a ne, ker vemo, naprimer, kako bi lahko naredili, a ne, poznamo teorijo, pa nekaj ne naredimo, a ne, pa da vemo, da bo sigurno še priložnost, vedno se lahko tudi otroku opravičimo, priznamo svojo zmoto ali kakorkoli že, a ne, da ni zdaj pač vse, mislim, nikakor ni vse izgubljeno, a ne. Pa da vemo, ne, če se določene stvari ponavljajo, da se pač vprašamo, zakaj, a ne. To je tisto, kar sem prej rekla o osebni rasti, a ne. Mogoče, a ne, če nekaj ne moramo speljati, ker vemo, da bi bilo dobro za otroka, pa tega ne zmoremo, a ne. Je fajn potem malo pobrskati po sebi, a ne. Kaj je tisto, kar nam to ne omogoča. Ja, super. Jaz bi se ti res zahvalila za ta pogovor. Hvala tebi, Polona, z veseljem. Prijetno mi je bilo klepetati s tabo. Prav res, lepa izkušnja je bila. Ja, tudi meni, res bilo. Tako, super. Ja, se veselim, mislim, da so tudi poslušalci, poslušalke, no, zelo veliko lahko odnesli, tako da res hvala ti za vsa tvoja predana znanja, poglobljena in izkušnje, bogate zelo. Hvala. Hvala tebi, Polona. Hvala za poslušanje in se slišimo kmalu. Lep pozdrav, Polona.